Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci. Rad odhajam gor v planine, tam pohajam sredi skal. Čujem petje iz doline, sem v zavetju trdih tal. V planinah sonce sije, v dolinah so megle. Tam v skalovju še odmeva vrisk pastirja, hej, juhej. Kdor le more, naj gre v gore, pota prosta tam leže. Naj na poti ga ne moti megla, gosta in megle. Tako je med drugim zapisal Zvonko Čemažar za naš najbolj priljubljeni narodno-zabavni ansambel. Tako zelo že vse življenje vleče v hribe in planine tudi našega tokratnega gosta, letošnjega Zlatomašnika. Saj tam v hribih je lepo, neskončno je nebo, kaj ne, gospod Martin Tajnik, župnik iz Šentilja pod Turjakom. Dobrodošli na našem programu. Hvala lepa za vabilo, pa me veseli. Tudi jaz bi lahko začel z enim planinskim citatom. Prosim. Lahko. Preveč je sonca tam gori, preveč miru v stenah zakotnih, da bi nas mogli vse smrti v gorah odvrniti od tega, da se jim ne bi zapisali do konca življenja. Čudovito. Kaj je tako privlačnega za vas v hribih in planinah? Torej, stvarstvo samo že od malih nog me vedno razveseljuje, saj sem odraščal na kmetiji, bil pastir ovac in sem bil z naravo vedno povezan. Gore me še pa posebej vabijo zato, ker uresničujem tisto, kar pravi tudi pregovor, gora sprejme le tiste, ki so močnejši. Ki so močnejši. Ja. Vi pa še kot duhovnik računate z nečim drugim, ne? Kaj ste mislili s tem? Da popeljete mnoge ljudi že toliko let v hribe in planine? To pa je ena od poti, ki jo pač uresničujem za časa svojega duhovniškega poklica. Vse od kaplanskih let, pa tudi kot župnik kasneje, sem vsako leto popeljal mnoge mlade, od ministrantov, mladincev, pa tudi starejše v gore, z njimi na preprost način maševal v naravi in seveda takrat še nismo upali pokazati vse fotografije, kako smo na preprost način maševali, pa maše so bile pa veljavne. Ja. Stvarstvo, narava, prečudovita, planine, to je neka živa govorica o stvarniku, kaj ne? Ja, točno. Se pravimo, da narava je odprta knjiga, ki govori o Bogu stvarniku. Sem doživel večkrat z mladimi v neki priliki na smučanju, na Krvavcu mi en fant pravi, ali misliš, da bo nebesa tudi tako lepo, kot je tukaj? Sem rekel, še lepše, upravite pa greva kaj smučati. Lepo. Vaše novomašno geslo je, kjer dobrota je ljubezen, tam je Bog. Ja, ne? To sem si izbral, ja. Ko si nekako tako visoko v hribih, si tudi drugače imponiran, da tako rečem, ne? Ja, seveda. Planine te razpoložijo, seveda brez truda pa tudi to ne gre. Kaj ne, kolikokrat moraš res zobe stisniti, da prideš do vrha, ko pa prideš na vrha, pa vse mine, pozabiš na vse težave in tako dalje. In moram reči iz svojega življenja pa izkustva, ko se vračam s planin, imam tako voljo, da bi gore predstavljal. To mi gore dajo. Voljo in pa moč. To so bili predvsem mladi ljudje z vami ali ste tudi starejše popeljali? Ja, pred leti gotovo mladi. Najprej sem začel z mladinci, ko sem imel mladinske skupine. Ministrante, verjetno? Ministrante tudi, potem pa kasneje tudi animatorje. In seveda zdaj pa vsako leto tudi povedem, kot planinski vodnik sem tudi v našem društvu. Vsako leto grem na Triglav in tam jih se prijavijo od starejših, mlajših in tako da to redno obiskujem. Ja, vi ste bili celo pobudnik za ustanovitev planinskega društva na najvišjem vrhu na Pohorju, ne? Točno to. Ja, ko sem prišel v to župnijo kot kaplan, seveda sem takoj začel tudi planinariti oziroma nadaljeval in seveda sem raziskoval tudi Pohorje, ugotovil, da ni bilo najvišje točke. Nikjer nič obeleženo, potem sem to ugotovil,
dal predlog planinskemu društvu in smo skupaj postavili lepo obeležje. Na Črnem vrhu? Na Črnem vrhu, najvišji točki Pohorja, ja. Ker je znamenje 3 križev, torej Kalvarije. Eden od križev ima tudi markacijo, to pa predstavlja Kristusa. Je to lepa simbolika, tudi v planinstvu. Kako je prišlo do postavitve tega križa? Ja, to se pravi, ko sem ugotovil, da ni nobenega znamenja, sem dal predlog, da bi to postavili, potem so pa kar rekli, zadolžili so me, da naj pač jaz to vodim. Sem dobil enega domačina, zdravnik sicer, kirurg po poklicu, ampak velik ljubitelj tudi umetnosti, pa sva skupaj naredila načrt tega križa, tega znamenja, torej trikota, 3 križi so vpeti v trikoto, kar je simbolizira tudi planinstvo. Ali je nekoč že bilo kakšno znamenje tam? Ne, ni bilo nič. Nikoli? Ja, vsaj jaz nisem vedel za njega, domačini tudi niso za to vedeli. Ja. Kaj pa tisti križ, evharistični križ? Ja, tisti je pa na Šarteljevem vrhu. Ko sem prišel seveda za kaplana, sem tudi bral kroniko, pa župnik mi je povedal, 52. leta so tisti križ požagali in župnik je v kroniko zapisal, sramotna roka je podrla evharistični križ, ki ga tudi druga svetovna vojna ni podrla, on ga pa je. No in potem smo pa ta križ, potem sem dal predlog, da bi obnovili in smo ga res po spominu nekoga, tudi tega Lojzeta Pogorevca, se je spomnil, kakšen je bil ta križ in on naredil načrt in smo tem pa znova ga postavili leta 96. In pritegnili k blagoslovu celo mariborskega nadškofa. Ja, tako, točno tako je bilo, ja. Lepo. Ja, potem se je to planinsko društvo vaše na Črnem vrhu začelo razvijati, so se ljudje včlanili v to društvo? Ja, zelo veliko. So vam oni dali pobude ali kako ste prišli na to idejo? A za križ? Za planinsko društvo. A ja, za planinsko društvo sem jaz bil član najprej v Šoštanju, ko sem prišel tja za kaplana, sem naše mladince vse tam včlanil, potem sem pa začel razmišljati, zakaj ne bi imeli svojega društva in so bili takoj za to. Pa smo se zedinili v tem načrtu. Lepo. No, vi znate zelo razgibano prikazati življenje tudi tem vašim mladim, nekje pri Puli, menda ali Poreču imate vikend že veliko let, ne? To sem izvedel. Ja, torej z mladimi sem prva leta hodil na taborenje okrog po Sloveniji, na Pohorju smo tudi taborili z mladimi po 14 dni in vmes sem hodil domov mašavati tudi. No in potem pa smo začeli tudi na morju. Tam sem spoznal enega duhovnika, Brsečo, in na njegovem travniku smo hodili enih 15 let taboriti. Smo tam šotore postavljali, pa smo imeli po 14 dni, 3 tedne ta tabor postavljen in potem se najprej peljal dol mladino, da so me postavili, potem sem šel po ministrante, potem sem šel po otroški pevski zbor, pa mladinski pevski zbor, pa tako smo taborili ob tem. Potem pa nas tam policija začela preganjati. No, in potem se vsako leto tudi kazen plačeval za tisto taborenje. No, potem je pa nekdo dal idejo, zakaj pa ne bi ti eno parcelo kupil, pa naredil eno hišico. No, in to se je res uresničilo. So meni malo pomagali pri tem in blizu Poreča imam sedaj tudi res en vikend, ki ga v take namene tudi uporabljam. In zdaj imamo tudi vsako leto, torej letos nismo imeli, drugače pa vsako leto mladinski Kolpinkov tabor za ministrante, za animatorje, za otroški pevski zbor in tam lepo preživimo nekaj dni. Čudovito. Ja. Ja, kakšen odnos mora imeti domači župnik do teh mladih ljudi, da jih pritegne na te tabore? Imate celo otroški in mladinski pevski zbor, ne? Ja, imamo. No, to jaz imam izkušnjo iz svojih let, ko sem bil ministrant, je nas župnik tudi vsako leto peljal sicer z avtobusom tudi na letovanje na morje in takrat sem se navdušil,
nad tem in tudi mladim vedno pravim, če boste zvesti v svoji službi, za nagrado dobite to letovanje. No, in to poskušam uresničiti, pa se jih kar, ko smo to pričeli, seveda so prvič mnogi morje videli, a ne kaj šele, da bi že bili tega siti. No, danes je pa že marsikdo tega sit in ni toliko več prikupno, ampak sprva sem bil pa zelo aktualen glede tega. Kaj nam lahko poveste iz časa vašega odraščanja o vašem karizmatičnem župniku, Vesenjaku? Ja, no, torej ob njem sem se navdušil kot ministrant v tej službi, potem seveda zgledno njegovo življenje. Pa ne le vi, ne? Prosim? Ne le vi. Ne. Niste bili edini. Ne. Še več je bilo takšnih potem? Ja, no, vse nas je bilo, mislim, da okrog 15 takšnih ministrantov. No, on je nas vodil potem na taborenje tudi, šotori smo taborili in tako dalje. No, in od njega še tudi zdaj imam šotore, tiste, ki sem jaz tudi za mladince uporabljal in tako dalje. No, on je nas pa potem vodil tudi za zahvalo ali za nagrado, pozneje že kot gimnazic, pa tudi kot bogoslovec, smo hodili z njim tudi na razna romanja. Recimo, mene je izbral, da sem vozil v Turčijo, v Carigrad pa nazaj. Me je imel za dobrega šoferja, no, in rekel, ti boš tam zmogel, pa res, pa smo šli, sem videl Hajo Sofijo, pa doživljal bližino in tako dalje. No, po njegovi zaslugi sem bil tudi seveda v Lurdu, v Komposteli, pa tudi v Fatimi, tako da z njegovim avtomobilom. No, kasneje sem pa seveda videl, da to zelo koristi tudi mladim, pa sem isto počel, pa uresničeval vse do zadnjih let. Da je zadnja leta, pa malo kriza prihaja, pa leta so tukaj. Kako ste doživljali sedaj to spremembo pri Hagi Sofiji? A ja, to je nekaj žalostnega. Takrat, ko smo bili dol, se dobro spomnim, je bilo prepovedano moliti na tistih stopnicah. So nam prepovedali. Takrat, torej, tista je bila spremenjena v mošejo. No, zdaj pa sem slišal, da je sproščeno, da lahko tudi romajo katoliki, ali ne? Ne, ponovno bo spremenjena v mošejo. Mošejo, točno, to sem slišal, ja. Točno, to ja. To je žalostno, ja. Takrat je tudi bilo, nismo smeli poklekniti dol. So nas opozorili. Se dobro spomnim. Ja. Tak je to. Vi ste bili navajeni, naučeni lepih manir iz vašega doma, iz izvirne družine, ne? Ja, to pa. Delavnosti, poštenosti, globoke vere, takšna je bila vaša družina, ne? Ja. 5 otrok. 5 otrok je bilo, mlajša sestra je 50. leta umrla, pol leta stara. Jaz sem bil 3. po vrsti in seveda naslednje leto se pata tudi smrtno ponesrečil, delovna nesreča je bila in pri bencinskem motorju je nekaj razneslo, pa je dobil udarec, pa je po 3 dneh v bolnici umrl. No, in mama je potem gospodarstvo prevzela in razumljivo, otroci smo delali od jutra do večera in še danes sem tega navajen. Koliko ste bili stari, ko je oče umrl? V 6. letu. 1 mesec mi je še manjkalo do 6. leta. Tako da ste morali hitreje odraščati, ne? Zelo hitro. Prevzemati odgovornosti. Ja, točno. Brat starejši je seveda bil pravi kmet in jaz sem moral njemu pomagati. Sestra pa tudi žensko delo pri hiši in tako dalje. Marsikaj lepega otroškega ste morali izpustiti, ne? To pa tudi, ja. Torej, navadili smo se pa, oziroma navade delovne sem dobil seveda domači družini. Trdo delo. Trdo delo. Zato vam tudi študij potem ni povzročal nekih težav, ne? Res se skoraj lahko malo pohvalim, da kar brez večjih težav sem kar dobro doštudiral. Osnovno šolo, prva leta v Ravnah pri Šoštanju, potem pa v Šoštanju zadnje 3 leta. In ko se je ustanovilo malo semenišče v Mariboru, ste vi bili prva generacija, Prva generacija, točno. Prva generacija malega semenišča, to je bilo leta 61. Smo bili prva generacija in seveda še to, da smo stanovali v semenišču in obiskovali državno gimnazijo.
Jaz sem hodil na prvo državno, pa Rojnik Ivan tudi, 8 nas je tam hodilo. Gospod Rojnik. Gospod Rojnik, ja. Pa smo tudi v gimnaziji skupaj sedela, pa drugega spodbujala. Tako smo preživeli gimnazijska leta v Mariboru. To so bili lepi časi, ne? Ja, zelo lepi. Kar zanimivo, tudi sošolci so vedeli, da smo v semenišču in so nas tu pa tam eni malo postran gledali, drugi so pa nas podbujali, pa domače naloge smo pa vesno delali, smo bili njihovi prijatelji, a imaš nalogo, pa sem vedno posodil. Lepo. Tako da ste pridobili pozitivne točke pri njih, ne? Točno, ja. Še danes imamo stike, tu pa tam se še srečamo, kdaj ja, pa imamo srečanje letnika še. Študij ste potem začeli teologijo v Ljubljani? Teologijo pa sem pričel v Ljubljani, to se pravi 66. leta, oziroma 65. leta in prvi letnik. In zaradi mene so že hoteli v vojsko poklicati in me niso mogli, ker sem imel državno gimnazijo. Niso vedeli, kam, pa so me spraševali, pa sem rekel, ne vem še, kam bom šel študirati. No, jeseni pa sem pričakoval, potem, ko sem se tam upisal na teološko fakulteto in spomladi smo pričakovali pozive in dejansko se je to tudi zgodilo. Takoj v poklic, ne? Takoj v poklic in tako dalje, ampak pri meni je ena zanimivost, ne vem, če ni predolga zgodba. Kar povejte. Zakaj nisem vojske služil? A lahko kratko povem? Povejte. Zato, ker sem torok igral celo noč. To je in zgodba. ste se izognili? Ja, sem se izognil, ampak to je bilo posrečeno. Rojnik Ivan je dobil poziv, jaz ga pa nisem dobil. Potem je pa on predlagal, kaj pa če bi mi jutri odhajamo za slovo udarili torok. In res smo se 4 spravili v mojo sobo, okne dol zagrnali in tako dalje. Smo celo noč igrali torok. Naslednje jutro v kapelo, meditaciji, maši, zajtrku. Po zajtrku pa dobim poziv, poklic v vojsko, naknadni. Takoj zdravniku, grem zdravniku, gledam številke, pravi, vi pa ja nič ne vidite. Sem rekel, pa ja, a nosite očala? Ne. Ja, pa ja nič ne vidite. Mi napiše napotnico k specialistu. Pri specialistu drugi dan ugotovi, jaz vse vidim. In so pogruntali, da simuliram. Tista 2 zdravnika sta se med seboj pogovorila, pravi, pošljimo ga v vojaško bolnico. In sem šel v Ljubljani, v Mladiko, vojaškemu zdravniku, tam so mi dali gor tako eno čelado veliko, z vsemi aparaturami. Samo to me je vprašal, če sem kakšno bolezen v otroški dobi prebolel, sem rekel, jaška latinko. 4 leta nesposoben. Sem rekel, zakaj pa meni, kaj pa mi je? Pravi, luknjo imate v bobniču. Zaradi tega ste nesposobni za vojsko. Po 4 letih je to postalo stalna nesposobnost in zato, ker sem torok igral, jaz sem drug dan pogruntal, zato nisem videl, kot nisem bil naspan. Ampak slišite pa dobro, ne? Sliši pa dobro, ja. Tako da kljub luknji ni težav. To ni bilo težav in tako dalje. Jaz bi bil hotel iti v vojsko, z veseljem. No, tako se mi je zgodilo in sem gospodu škofu Krambergerju, ki je nas, oziroma pozneje povedal, 1 leto sem prej duhovnik, ker sem torok igral. No, to je ena taka zgodba zanimiva. Lepo, ja. Ampak to so tudi iz bogoslovja. Običajno imate duhovniki zelo lepe spomine, ne? Da je to, pravijo, bil najlepši čas pravzaprav v njihovi mladi dobi. Ja, ko sem šel na fakulteto v Ljubljano, mi je domači župnik, gospod Božan Kalojs, dejal, zapomni si, zdaj se začnejo najlepša leta v tvojem življenju. Pa res je bilo to. Prijetno. No, študij, ko ste me preprašali, mi res niti ni prehudo delal težav, da ni bilo treba kaj ponavljati, pa sem kaj po sreči tudi doštudiral. Sem pa tudi prva generacija, ko smo se mariborski bogoslovci selili iz Ljubljane v Maribor leta 68. V bogoslovje? Bogoslovje, ja. Tako da imam začetek semenišča, pa tudi začetek bogoslovja nazaj v Mariboru. Sem tista generacija. Kaj se je takrat dogajalo v 70. letih, da so bili tako številni
duhovni, pa potem tudi duhovniški poklici. Ne? 51 novomašnikov. Ja, 51 je nas bilo takrat. Ja, ne vem, kaj bi to bilo, ampak jaz mislim, da je to sad malo tudi preganjanja po drugi svetovni vojni, načrtno, in pa verne družine. So trpele med vojno, pa po vojni tudi in tako dalje. Številnih mučencev verjetno. Tako. Jaz mislim, da je to bilo. Sad tega. In potem ste že po rokah mariborskega škofa Držečnika prijeli mašniško posvečenje, ne? Ja, točno. Poseben zakrament samo izbranim dan. Ja. No, takrat smo bili posvečeni po 5. letniku. Smo bili posvečeni, potem smo pa 1 leto hodili v sobotah pa nedeljah za vikend na župnijo, pa nazaj na fakulteto kot 6. letnik. Kako ste doživljali tisti čas pred posvetitvijo? Danes vem, da imajo mladi kandidati za duhovnika najprej duhovne vaje, ne? Ja. Potem pa pride do posvetitve in nove maše. No, vse smo tudi mi imeli tudi duhovne vaje, ja, tudi temeljito tega se spomnim, to smo imeli v bogoslovju. Kaj pri tistih duhovnih vajah še moraš pri sebi urediti? Še nisi popolnoma... No, jaz mislim, da odločitev je že prej. Je že dozorela? Do zadnje minute. To je čisto, to že mora se prej odločiti in tako dalje. Duhovne vaje so pač tista, bi rekli, zadnja točka, ko te res še malo potrdi in se nekako res popolnoma predaš. Se umiriš, predaš. Tako. Bogu predaš in rečeš tako, naj bo Božja volja, pa naj mi Bog pomaga. Kaj pa drugega. Za vse najpomembnejše, najlepše trenutke na nek način v tvojem osebnem življenju. Ne? Seveda. Tisti, ki se poročijo, ne? Zmeraj pravijo, da so to najlepši dnevi ljubezni, ne? Dan ljubezni, samo en dan v življenju. Tako je verjetno tudi pri vas, duhovnikih. Mašniško posvečenje je tisti dan. Ja, seveda. Dan ljubezni. To je posebno doživetje, to pa ja. In potem nova maša, ki ste imeli kar že nekaj dni zatem, ne? Ja, kar 5. julija 70. leta, jaz sem bil prvi in moj sošolc tudi iz Šoštanja, Jože Turinek, pa je imel 14 dni kasneje. Teda smo v Šoštanju imeli novo mašo in to zunaj pred cerkvijo, ker cerkev je bila premajhna, ogromno ljudi je bilo in zelo prijetno, lepe spomine imam. Zelo lepe fotografije tudi ste nam prinesli pokazati našim gledalkam, gledalcem, ki jih bomo sedaj tudi med tem pogovorom pokazali z vaše nove maše. Česa se najbolj spominjate? A z nove maše? Nima kaj posebnega, ogromno ljudi je bilo, to vem. Preko 300? 350. 350? Sem imel gostov, potem, seveda pri maši jih je bilo več. Takrat, če ni bilo korone, ne? Ja, na novi maši sem imel tudi profesorico Razenčarko iz gimnazije. Je bila ateistka, pa sem jo povabil, pa je z veseljem prišla in pripeljala seboj tudi eno nečakinjo in rekla, ona je pobožna, jaz pa nisem, pa mi bo pomagala, kako se naj vedem pri maši. Pa je bila izredno navdušena. In kasneje sva se nekajkrat tudi srečala v pogovoru in tako naprej. Nove maše so pravzaprav zmeraj izjemno dobro pripravljene, ne? Ja, ogromno ljudi sodeluje pri vsem, pri programu, tako pri slovesu od doma, kot potem v cerkvi, ne? Kjer je vrhunec dogodkov in potem pri veselici, da tako rečem, ne? Tudi, ja. Slovesnem kosilu. To pomeni, da je toliko ljudi bilo potem po... Ja, v domačem kozovcu smo imeli, to je tak kmečki kozovc, ne? In tam so vse ven počistili in seveda tam je bilo 350 gostov, domača teta, sestra od mojega očeta je bila glavna kuharica in seveda so nas fajn pogostili pa lepo. Ste potem tudi koga poročili, ko so se spoznali ravno na vaši novi maši? To se velikokrat zgodi, ne? Ja, dva para sta pa bila taka, ko se je tam ljubezen užgala. So rekli, da so bili veseli. To so dobri sadovi. Ja. Te slovesnosti. Sta mi rekla, da sta se tam zaljubila in je ostala, pa še danes živita skupaj. Lepo. No, vaše novomašno geslo je zelo pomenljivo. Kjer je dobrota in ljubezen, tam je Bog. Ne?
Ja. Ali je dovolj biti dober le po merilih tega sveta, da bi lahko prejel Božjo milost? Ja, če malo sledimo Jezusovemu nauku ali pa Svetemu pismu, Jezus lepo pravi, karkoli ste storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov, sem jaz sredi med njimi. Ali pa ste meni storili in tako dalje. Jaz mislim, da dobrota je ena od takih stvari, ko je najbolj sigurna pot do srečnega večnega življenja. In tudi jasno, da je v tem tudi Bog, ne? Ja, seveda. Ker Bog je dobrota najvišja, ne? Bog je ljubezen, veliko začetnica pisano in tako dalje. To je pa čisto razumljivo. Ja. Kako vi doživljate to Božjo ljubezen na poti vašega duhovniškega služenja? Toliko let, 50 let? Ja, jaz moram reči, da še kar imam srečo v življenju, imel sem tudi eno hudo prometno nesrečo in takrat je bila tudi preizkušnja, teden po novi maši. No, ampak tisto, hvala Bogu, sem lepo preživel, brez vsakih poškodb in tako dalje. Takrat se tega dobro spomnim, nič kaj kriv, ampak mislim, da imam še kar srečo v življenju, ni bilo kakšne večje nezgode do zdaj, čeprav sem veliko lazil po svetu in tako dalje, pa planinaro in jaz to čutim, da je Bog res z mano, da me nekako čuva. Po Angelu varuhu tudi, saj smo pred kratkim obhajali praznik. Ste zato kaj bolj hvaležni v svojem življenju, ker ste doživljali tako lepe trenutke, ko je Bog bil na vaši strani in vas je zaščitil tudi? Ja, seveda, to pa sem Bogu vedno hvaležen. Vsako jutro rečem Bogu hvala, ko se zbudim, zvečer pa, ko grem spat, pa če sem kaj dobrega naredil, naj bo dobro. Hvaležnost je izjemno pomembna krepost, pa vendar je v nas ljudeh veliko premalo. Mnogokrat, ne? Vi ste se te hvaležnosti pravzaprav učili že v domačem hlevu, pri prašičih, ne? Kaj ste tam ugotovili, no? To nam povejte. No ja, živali smo imeli na skrbi. Jaz sem bil, kot sem že omenil, določen za pastirja. Ovce sem moral pasti, jeseni pa tudi živino na travniku. To je bila priprava na kasnejšo pastirsko službo, ne? Skoro tak, ja. Skoro tak. In mama vedno pravila, seboj nesi knjige, učil se boš, pa nalogo delaj tam in tako dalje. Pa sem moral to delati. No, seveda, živali so pač del življenja in seveda v teh smo tudi živeli. Saj smo vsako leto imeli koline, pa teličke, pa mleko. To je bila eksistencija, ne? Doma nismo imeli nobene, da bi kaj kupovali, takrat tudi ni bilo možnosti. Smo vse doma predelali. Tada smo temeljito delali in sadove truda smo potem tudi uživali in z tega živeli. Se vam zdi, da se danes vračamo v tiste čase, kar se tega tiče preživetja, kajti pogosto poslušamo vsaj tistih, ki malce dlje vidijo in razmišljajo, da se zna zgoditi, da v prihodnje pride kriza in pomanjkanje hrane v svetu. Ja, mene najbolj boli v naših razmerah, da so mnogi ljudje, ali bom tudi sebe zraven dal, da smo preveč razvajeni, preveč zahtevni. Če ni vse tako, kakor si ga poželimo, je vse nesreča in tako dalje. Ta razvajenost je zame ena pomagljivost tega časa, seveda, in tudi napovedoval sem, da neka kriza bo morala priti. In že prihaja, pa nisem epidemije napovedal. Ampak jaz sem mislil bolj v migrantih, kar še tudi ni končano. Rekli ste, bo morala priti. Zakaj bo morala? Zato, ker smo preveč prevzetni. To je moje mnenje. Živimo v preobilju? Preobilju, ja. Preobilju.
Na drugem koncu sveta pa ljudje v velikem Tam pa pomanjkanju. umire. Tako, to je tisto. No, Ne znamo dobrine niste dokončali prej, kaj ste opazili pri Pujskih glede hvaležnosti. A ja, to pa tisto. To pa mogoče ste že kje slišali, ne, da ko je svinja dojila prašičeke male, pujseke smo rekli, ko so pozizali, so šli glavi, pa je malo polizali, pa ponurali, smo mi rekli. To je bila hvaležnost. In tam preživali, tudi dejansko se je to uresničevalo. To smo opazovali. Točno. Današnji moderni človek v civilizirani družbi v resnici pozablja na to hvaležnost, ne? Da imamo vsega dovolj, da imamo streho nad glavo, da imamo vsakdanji kruh, da si celo še lahko kaj privoščimo ob vseh teh osnovnih dobrinah, ki nam dajo vsakdanje življenje, živetje, ne? Pa nismo hvaležni. Kako vidite danes mlade, pri otrocih recimo, lahko pogosto vidimo, da so izbirčni, ne bom tega, jaz tega ne jem, ne vem kaj, pa so to osnovne stvari, ali pa da puščajo hrano za sabo, medtem ko nekje drugi otroci po svetu nimajo ene peščice riža, da bi lahko preživeli tisti dan. Zanimivo, kaj pri spovedi otrok doživljam, da me kar preseneti, kar nekaj otrok pove pri spovedi, sem bil izbirčen pri jedi. Lepo. To je mene preseneti vedno in ga pohvalim. In kaj bomo pa zdaj storila? Ja, poboljšala se bova. To običajno priporočam in tako dalje. To je res. Ali pa je, pa pusti čist nekaj malega še. 2 pomfrija še gor pusti, drugo pa bo. Ja, pa to je nemogoče, da ne bi pojedel. To ne gre skupaj. Ali pa da moramo metati kruh v stran, ne? Ja, tako. Nažalost. To je res žalostno, ne? Ja, vi ste že kot mlad duhovnik takoj po duhovniškem posvečenju in po novi maši nastopili službo kaplana za 4 leta v Selnici ob Dravi. Ja, tam je bila moja prva služba pri gospodu Ivanu Koresu. Sem je zelo hvaležen, fini gospod je to bil. On je bil profesor v stari Jugoslaviji, še veruka in tako dalje. No, in tam sem doživljal prve kaplanska leta, in sem mu hvaležen. Se mi zdi, da to je zelo pomembno, da novomašnik doživi ob takem duhovniku tudi pravo bližino. Pa tako marsikaj je že imel tudi, po vojni je imel tudi nekaj težav in tako dalje, vemo kakšne in tako dalje, pa je vztrajal potem pa, tada smo kar hvaležen. No, tudi vi ste bili spremljani po vojni, ne, v času vašega študija in tako. Kje smo se gibali? Od posebnih angelov varuhov. V narekovaju. V narekovaju, ja. Ja, to res je to. Torej, to smo zvedeli, da vsak bogoslovec ali teolog je imel posebno kartoteko pa nadzor kje se giblje, od oblasti. Ja, kje se giblje. Kaj počne. Kaj počne in tako vse natančno. Vse natančno so vedeli. So vas hodili poslušati tudi v cerkev, verjetno, ne? To nisem toliko opazil, pa mogoče pa tudi. Ja, nekje sem prebral, da na vsaki vasi sta bila vsaj 2 ali celo več ljudi, ki so uvajali druge in tako, ne? Tudi to, ja. To je imela Udba tako močno mrežo povsod, ne? Ja, tukaj v Selnici ob Dravi ste imeli tudi milost, bili ste svetniško profesorico, nedolgo nazaj preminulo slovensko dialektologinjo, akademkinjo Zinko Zorko. Ja, tako malo se spomnim, pa ja. Ona je bila izjemna ženska, bila je tudi tukaj v našem studiu pred nekaj leti gostja. Njeno pričevanje, njihovo zaupanje v Boga, Marijo, njihova skupna molitev v družini številnih otrok in potem čudeži, ki so se dogajali zaradi tega, ko jim je oče ozdravel, denimo, ki je bil na smrt bolan in še potem ne vem koliko let živel in kako so bili rešeni, ko so se prevažali preko Drave
v čovnu in bi se tisti čovn bil odpeljal, odtrgal pač in ne vem kaj, ampak se je potem zgodil čudež, ko je mama molila in izjemna ženska je bila tudi ta Zinka Zorko iz Selnice ob Dravi, mislim, da je bila doma, ne? Ja, kakšne pa so vaše izkušnje z Marijo in vaše zaupanje v Božjo mater, Jezusovo mater, kot ona je kraljica duhovnikov, vi ste njeni ljubljeni sinovi, vedno znova ponavlja tudi v sporočilih danes iz Medžugorja. Ja, bogoslovju smo bili v prvem letniku sprejeti v Marijino kongregacijo za njen praznik brezmadežnega spočetja. No in takrat dalje smo seveda tudi se k njej priporočali, to je čisto razumljivo in tudi vsak duhovnik, jaz mislim, da imamo tudi posebne molitve, da se z molitvijo tudi ne priporočamo. Če je znala Jezusu tudi svetovati, zakaj tudi nam ne bi. Gotovo. No in jaz tudi kar rad poromam, vsako leto naša župnija poroma širom po svetu, v domačem kraju pa seveda na Homec pri Slovengradcu, v naši dekaniji, imamo priložnost, drugače pa na Brezje tudi romam vsako leto, že prej sem omenil, vsako leto grem na Triglav, še zdaj tudi, zdaj glede pa planici gremo na Brezje in tam zaključimo še zahvalno mašo pri Brezjanski materi Božji. Čudovito. Ja. No, sedaj je mesec oktober, mesec svetega Rožnega venca. Ja. Koliko vrednosti, kakšno vlogo še ima v vaši župniji, po vaših družinah ta molitev? Ja, po družinah imamo občutek, da to molitev bolj malo molijo. Zelo redko je to. Pač pa zdaj malo priporočamo, povabo sem jih pri oznanilih, pri nagovoru in da tudi pred mašo 20 minut vsak dan v tem mesecu molimo skupaj Rožni venec. Pa tu pa tam pa jih par še kar pride, pa so nam zvesti temu vabilu. Vi po 4 letih kaplanske službe v Selnici ob Dravi ste že nastopili službo potem najprej kaplana, potem pa župnika v Šentilju pod Turjakom. Ja. Tam sem bil pa 7 let kaplan, potem je pa župnik obnemogel, pa mi je prepustil župnijo in se škof s tem strinjal, pa so me imenovali za upravitelja, 2-3 leta po tistem pa za župnika. Ja. Tako da sem potem tam ostal. Kaj nam boste povedali o vaših župljanih? Je to prednost, da duhovnik ostane toliko časa na neki župniji? Ja, to so mi nekateri duhovniki že učitali, potem sem pa letos ugotavljal, da nisem jaz tisti, ki bi bil največ, pa po 2-3 poznam, da so še več kot pa jaz na župniji. To me malo tolaži, ampak moja zadeva je bila taka, jaz sem zelo veliko se ukvarjal že od Selnice naprej z gradnjami. V Selnici sem takoj pomagal, da smo zgradila župnikom, na pol je bilo zgrajeno novo župnišče, nihče ni nadaljeval, po 2 letih smo šla s tega stanovati. Tam sem župnišče uredil, no potem, ko sem pa prišel v Šentilj pod Turjakom, sem videl marsikatere gradbene zadeve, so bile potrebne malo obnove, od starega župnišča, potem tam so bile svinjske štale, tiste smo spremenili v Slomško dom, smo dvorano pozidali, potem je bila premajhna, smo prosili za dovoljenje, smo še zaenkrat povečali in tam smo pridobili nove veroučne učilnice z dvorano, z malo telovadnico v kletnih prostorih, v neposrednji bližini tam tudi župnijsko igrišče in smo to vse na novo In potem sem pa vsako leto seveda imel, nekje imam v naravi veselje do obnov pa do gradenj. In ko smo nekaj dokončavali, sem že imel načrt za naprej. In seveda potem me pa niso upali predstaviti, ker sem vedno bil v dolgovih, pa sem moral poravnati. No, tako se je to peljalo, tako je bilo res. In vseh cerkva, ki jih imam na skrbi, torej v obeh župnijah, Miklavž, pri Slovengradcu soupravljam, pa tukaj imam 7 cerkva. In smo vse cerkve
7 obnavljali, ni cerkve, ki ne bi naredili fasade pa strehe. Vse je bilo potrebno. No, smo tega kar ponosni, smo veliko naredili. No, in župnijsko cerkev v Šentilju pa smo pred 9 leti tudi povečali. En del smo jo porušili, potem pa podaljšali, pa širili skoraj za eno površino, za 500 kvadratov. Vedno sem predlagal vernikom, prišli bodo časi, ko bo tukaj samo ena župnijska maša ob nedeljah in bo potrebno cerkev povečati. Za to število sem imel občutek, da je premajhna. No, in to se nam uresničilo. 11. leta smo na novo posvetili povečano cerkev. Drugo leto bomo slovesno obhajali 10. obletnico. In zdaj smo pa že ugotovili, lansko leto sem že uvedel eno nedeljsko mašo, drugo pa Šmiklaužu in nam kar prav pride, da je večja. V Šmiklaužu pri Slovenj Gradcu ste pa soupravitelj, ne? Soupravitelj, ja. Tam smo tudi novo župnišče zgradili. Kar kmalu, ko sem prišel za kaplana, ni bilo župnišča, je bilo oddaljeno spodaj, propadalo. Tiste parcele smo prodali, pa novo župnišče zgradili. In je tam zdaj tudi možnost, skavti zelo radi prihajajo, to je neke vrste dom duhovnih vaj, do 20-25 ljudi lahko tudi tam upravlja taka srečanja pa duhovne vaje. Lepo. Ja. Težko mi nekako človeško objektivno ocenjujemo, kaj se dogaja v občestvu neke župnije, ker ste vi že toliko let župnik. Pa vendar, kako vi v teh letih opažate morda napredek v rasti občestva, na poti k Bogu, da tako rečem, duš, ki se vse bolj usmerjajo k Bogu, kar je pravzaprav najbolj pomembno, ne? Ja, tako bi rekel, da je zadnje čase, no, se nekateri verniki oddaljujejo. Je pa res, da s tistimi, ko sem imel stike kot mladinci, mladinski veruk, pa srečanja za mlade, so nekatere družine danes zelo uspešne na tem področju. So ostale verne. Imam kar lep uspeh tudi glede ministrantov. Tiste družine nam dajejo fante za ministrantsko službo, deklete, otroški pa mladinski pevski zbor. In tiste družine neke vrste, to so malo občestva, ki bodo še ostale. Ja. So pa nekateri pa oddaljeni, to pa nažalost. Danes pravzaprav je trend v cerkvi, da se gradi ta mala občestva in se spodbuja. Danes je ta trend, se to edino preživetje bo, to vse tako kaže, malo občestva na različnih področjih in tisto bo dajalo sad. Kaj vas je najbolj veselilo v vašem duhovniškem poklicu? S čim ste imeli največ veselja? Kaj vam je prinašalo največ radosti pri tem služenju? Torej, jaz sem imel zelo dobrega župnika, gospoda Vesenjaka, ki je bil zelo dober liturgist in to mene tudi zelo veseli. Liturgija kot taka? Ja. Torej, jaz hočem res po predpisih, tako kot se piše, ampak ne rubricistično, ampak tako nekako življenjsko. In lepo. In lepo. Prikupno in no, eni pravijo, da včasih pride nekateri nekak pogreb v drugot. Kak lepo mašo ste imeli, s neko maša, vsaka lepa. No, to me pa malo pohvali. No, s tem sem imel, s tem pa še imam tudi res veselje. Pa tudi obrede, tudi druge obrede, delitev sakramentov, to res pa priprava, se moramo pohvaliti, imamo veliko bralcev, sodelavcev pri mašah pa pri drugih obredih, tako da ne pomnim, da bi jaz berilo, kdaj sam bral. Ne spomnim se. Kaj pa žalosti tako veselega župnika? Kaj mu greni morda to pot služenja, hoje za Kristusom tako radikalne kot njegov duhovnik? No, ne bi rekel, da bi mene kaj žalostilo, kaj takšnega. Žalosti me to, ko so nekateri primeri v župniji
njihovi predniki grozno pobožni, verni, zdaj so pa opustili, pa jih niti blizu ni. To me pa malo žalosti. In živijo povsem posvetno ali kako? Tako posvetno, ja. Popolnoma posvetno. Kaj to pomeni? Kaj bo s takim človekom? To nam povejte. Kaj lahko pričakujemo od tega? Božje usmiljenje, pravzaprav za vse nas, za te še pa veliko bolj, ne? Ja, no, gotovo se ne sodim nikogar, nikdar ne vemo, kakšno dobroto pa lahko tudi on uresničuje na svoj način. In kaj v sebi pravzaprav človek razmišlja, ne? Tako. Ljudje smo nenazadnje največkrat pristranski ocenjevalci, ne? In tudi največkrat verjetno pogrešimo v tem, ko ocenjujemo druge, ne? Kajti ne poznamo celotne slike. Ja. Tako da smo včasih presenečeni, tu pa tam časih sem doživel tudi to, sem nekoga sodil po svoje, seveda, javno nikdar ne, nikoga ne obsojam. To pa tudi drugim ne razlagam, tudi če so kakšne težave. Ko pa čas prenese svoje, takrat sem pa odkril, kako pravilno sem ravnal, da nisem preostro nastopil, da bi koga obsodil. Sam se je sprebrnil pa prišel. Prositi recimo odpuščanja, nismo prav ravnali, mislili smo drugače, no tega sem pa vesel. Se verjetno nam bo zelo žal, ko nam bo Bog enkrat pokazal, kako smo sodili druge, ne? In smo v resnici napačno sodili, ne? Kajti nismo videli celotne njihove zgodbe, ne? Poleg te osnovne dejavnosti in dejavnosti, ki ste jih imeli kot župnik do danes, Zlatomašnik, ste imeli še veliko drugih, ne? Nekaj sva že omenila, ampak danes ste nam prinesli s seboj fotografije tudi, menda ste pobudnik celo nogometnega kluba ali ekipe ali kako? Ja, seveda kot kaplan sem jaz tudi redno igral nogomet, mali nogomet. No, najprej so me fantje povabili v svojo ekipo, sem z njimi igral, potem, torej v Meslini je bila redno nogometna liga, prva pa druga, no in potem sem pa ustanovil svojo ekipo, ki nosi naslov malo po planinah, Naveza. No, imamo tudi take posebne majice, smo dali delati. No in smo kar uspešno nastopali, imam kar pred celo kupico pokalov smo tudi dosegli in tako dalje. Vi se še danes verjetno kaj poženete za žogo? Ja še, torej nogomet že bolj malo, ampak redno pa še igram veliki tenis. Ja, še snoči sem ga igral v Slovenj Gradcu. Lepo. Ja. No, imamo tudi svoje igrišče, da poletje redno igram, tako da približno 4 do 6 ur tedensko igram tudi ta veliki tenis. Ko ste slavili srebrno mašo, ste verjetno še zelo aktivno se udejstvovali v športu, ne? Ja, seveda. Ja. Zdaj pa zlato mašo, ki je bila tudi veliko praznovanje, ne? Ja, kar je bilo. Torej, jaz osebno nimam rad tistega šova velikega. Sem jih lepo prosil, da naj ne delajo. Prevelikega haloja. Ja, no pa so me obogali, tako. Pa sem malo potrpel tudi in tako dalje. No, to vedo, da tisto ne maram, da bi jaz tam kakšne grozne velike stvari počenjali. No, so pa kaj lepo mi naredili tudi v hvaležnosti, pa tudi župan je bil navzoč, pa mi je tudi občinsko priznanje podelil, tako naprej, da smo bili tudi kar hvaležni. Pa se lepo sodelujemo z njim. Občinsko priznanje za vaše dolgoletno delo, verjetno tukaj v občini, ne? Ja. Kot župnik? Ja. No, z občino tudi kar korektno pa dobro sodelujemo, to je pa tudi res, moramo priznati. Ja, pri obnovah je že morala občina kaj primakniti tudi, ne? Tisto ni bilo še takrat tako zrelo, to je bilo bolj malo. Tam smo sredstva dobili od denacionalizacije, odškodnino za stvari, ki niso mogli biti v naravi varjene. Tam smo nekaj prihranili in to smo dobro naložili. Se nekako pokrilo potem? Ja, pa se je malo pokrilo, hvala Bogu. To pa tudi. Ja, del
Praznovan so tudi darila. Vaši nečaki so vam pripravili zelo lepo spominsko knjižico z fotografijami, zelo bogato, za vašo zlato mašo, ne? Ja. No, to smo po Šoštanju naredili, potem smo imeli pa pojedino v enem centru športnem in tam so mi pač vsak po svoje čestitali, prišli že od nečakov, otroci in tako dalje, ko sem že toliko let na svetu. No in vesel sem jih pa tudi, da me mnogi posnemajo v planinstvu, v ljubitelji narave in zdaj hodijo, pa tako s ponosom povedal, tam smo bili, ko ste tudi vi že hodili. Kje vse ste že vi hodili? No, povejte nam. A to je pa že preveč. Slovenijo ste tako že vse obhodili, ne? Slovenijo, naše planine. Z mladimi sem vsako leto načrtoval tako po 3 letki Julijske Alpe, Savinjske Alpe, Karavanke, pa spet ponavljali. To smo vedno ponavljali. In manj kot 20, nikoli ni bilo 30. No, doživeti je mogoče z ministranti, kaj sem doživel, ko sem še danes ponosen. Ja. V neki priliki grem z ministranti na Triglav. Pridemo do Kredarice, tam seveda dam komando kot vodnik, tudi vem, kaj je potrebno, preoblečite se, čaj naročim in tako dalje. Ko ne da, 2 tam pri šanku, pa se pogovarjata tam med seboj, potem me pa eden pokliče tja. Pravi, a ne da si ti župnik? Jaz planinsko oblečen. Ja, kako pa sodita? Ja, on trdi, da nisi, jaz pa trdim, da si. Sem rekel, veš kaj, sem. Da mi pa povej, po čem si sklepal? Je rekel, zato, ker večinoma take fante pripeljajo samo župniki. In potem še to rekel, nihče ni grdo preklinjal, pa grdo govoril. Sem bil pa ponosen. To pa je zelo lepo znamenje, ne? Ja. Ste bili dobri pričevalci. Ja, to pa ja. To pa res. To sem pa vesel tega. No, marsikaj tudi doživiš v planinah je pač. No, na Kredarici zdaj vsako leto tudi imamo mašo, tudi tam objavimo noter, če kdo želi priti, pa so pa z različnih krajev, se udeležijo maše. Tiste, ko pač vodim, večinoma se udeležijo maše. In lansko leto sem tudi bil ravno torej vedno okrog Marije Snežne romam na Triglav. Zdaj že vrsto let, vsako leto je to. Na Triglavu je Marija Snežna, ne? Ja, tam je Marija Snežna in tam imamo tiste kapelje redno mašo. Lepo. Navadno zvečer, naslednjo jutro pa potem, če gremo dalje še prej mašo, potem pa, ali pa če gremo domov pa na Brezje, tako se ne prameno. No, v planinah marsikaj človek doživi, to je tudi res, a ne? In hvala Bogu, ena se je enkrat na nogo zvinala, ena mladinka, drugače pa nobene nesreče do zdaj. Hvala Bogu. Včasih so se ljudje šalili in so rekli, da nad 1000 ali nad 2000 metri ni več nobenega greha, ne? Ja. Pa vendar to ne drži, ne? Ne, tega ne drži. To kot duhovnik morate jasno povedati, ne? Ja. Za vse planince, Ja. da si ne bi dovoljevali na višinah greha. Ja. No, preko sem omenil en doživljaj iz planin, kdaj sem jaz prvič na roke obhajal, ko še takrat ni bilo dovoljeno. A ne? Kaj se mi je zgodilo? Bilo na veliki planini, ko smo iz Triglava šli na Krn pa na veliko planino, tam sem imel pa mašo na enem travniku in veter potegne tik pred obhajilom, pa mi hostje nesel dol po travniku. Sem pa rekel, dragi mladinci, vzemite vsak svoje hostje, pa se lepo obhajate. To je bilo za mene takrat prvič obhajanje na roko. Pa so si poiskali hostijo, to sem doživel. So vse našli? Vse so našli, vse smo lepo spoštljivo zavžili in tako naprej. Ja, hvala Bogu. Nič ni naključje v življenju, ne? Ja. To vemo, da je vse v Božji roki, ne? Točno Bog tak. je to dopustil. Ja. Morda tudi za to izkušnjo. Ja, tudi tako je bilo. To rad povem marsikomu, tako da to je taka zanimivost. Ja. Sedaj, če ste obiskovali planine ob koncu tedna, potem ste doma na župniji tudi morali imeti zamenjavo, ne? Nikdar nisem v koncu tedna hodil. To pa res sem se vedno držal soboto in nedeljo, oziroma vsaj nedeljo sem bil redno doma. Večinoma, zelo malo kdaj. Planince sem pa tako načrtoval, da smo med tednom hodili. Tudi zdaj vedno hodim med tednom in nimam težav s prenočiščem.
sobota, nedelja pa vse zaprto. Seveda. Oziroma polno. Ja. Ampak duhovniki si med sabo pomagate, župniki, sosedje? Ja, to sem, ko sem imel tudi kaplana prej, še gospoda Poldija, ki sem tudi bil tu pri vas. Korata? Korata, ja. Ja, lepo ga pozdravite. Bom. Je bil velik odziv na njegovo pričevanje, Ja, kako se je osvobodil alkohola. Ja, točno. Ja, pri nas je bil. Je ozdravil, tako rekoč. To v dekaniji smo pa zelo povezani in si pomagamo, če kdo ima kakršnokoli pomoč, potrebe, si gremo pomagati, to pa res. To pa je tudi res. Koliko vas je v dekaniji? V dekaniji aktivnih duhovnikov samo 5. 5? Ja. Tako da imate rekolekcije, vaša srečanja, redna mesečna? Jutri imamo srečanje ravno pri Poldiju, Koratu. Ja. Kaj obravnavate tam? Kako izgleda to vaše srečanje? Torej, skupni pastoralni načrt, če so kakšne take stvari, recimo srečanje pevskih zborov, dekanijske, potem tečaj pripravo na zakon, a ne, take skupne stvari. Potem si pa izmenimo tudi svoje izkušnje, zdaj glede tele korone, a ne, si tudi malo izkušnje povemo, kak je kdo kaj opazuje, pa kako uresničuje tudi predpise, kaj je prepovedano, kaj je izkušnje, si povemo, to nam zelo dobro pride prav. Zdaj v soboto imam jaz prvo sveto obhajilo, ko spomladi nismo mogli imeti. Ja. Lepo. Teda upam, da ne bo še prehudo, kakšne prepovedi prišlo, da bomo lahko to lepo še izvedli. Ja. Čeprav duhovnik nekako kot župnik na župniji, kjer ste že toliko let, rečemo, nekako delujete bolj parcialno, ne? Ampak morate pa zelo široko gledati na vse, da ste v stiku z vsemi stvarmi, z vsem dogajanjem, tako doma kot po svetu, ne? Kajti duhovnik ne komunicira samo s preprostimi ljudmi, ampak k njemu prihajajo tudi ljudje, ki so izobraženi, ki od njega pričakujejo kak pomemben nasvet, kakšno usmeritev za njihove odločitve, za njihovo življenjsko pot, ne? Ja. Kakšne so vaše izkušnje na tem področju? No, tu jaz mislim, da nisem prehudih težav imel. Moj naravi je to, da želim vsakemu dobro. In tudi, ko pridejo kakšne takšne stvari v pastorali, ko ni vse najbolj popolno, pa ljudje prihajajo z najrazličnejšimi željami. Željami tudi. Ja, nemogoče stvari si izmišljajo. Jaz poskušam vsakemu res ponuditi, da bo na pravem mestu in tako dalje. To je pa moj naravi, to se pohvalim, vsakemu želim dobro. No in tudi v takem primeru smo kar nekaj težav imeli tudi, recimo se spomnim pred leti, je prišel ata 2 sinov, želim, da otroka hodita k verouku, samo ne javno, ker je mama učiteljica, a bi lahko ti moje otroke privat učil. Pa sta prihajala enkrat na teden po večerji k meni, da nihče ne vedel. Prvem obhodu sta šla v sosednji župniji Šmeklaužu, da nihče ne vedel. Učiteljica bi izgubila službo takoj. No, in tista fanta imata danes družino, otroke in ena od tistih je celo katehistina v eni župniji. Ja, tako da zelo uspešno. Ampak no, tudi take primere smo imeli in je bilo treba marsikdaj včasih tudi narediti izjemo. Tako da pa vidim, da včasih kar koristno tudi to. Res ste omenili, da boste imeli, oziroma da imate pred sabo slovesnost prvega svetega obhajila, ne? Ja. Kako boste oblečeni pri prvem svetem obhajilu, vaši prvoobhajenci, prvoobhajenke? Imate enotno obliko? Mi imamo v župniji obleke enotne za vse, ampak letos smo se odločili, da ne tako. Da bo samo prvoobhajenec skupaj z atenko pa mamicem v eni klopi. Lepo, drugi potem tak sedežni red smo naredili, ostali sorodniki bojo pa vzadje sodelovali ali pa odzunaj. Tako da bomo teh predpisov so tudi držali, ampak da bojo pač po svoje oblečeni za šopkom in tako naprej. Marsikje vidimo pred vhodom v cerkev znake, kakšni smemo vstopiti v cerkev, kaj je dostojno
za posvečen prostor, kako naj bomo oblečeni, tako moški kot še posebej ženske. Pa vendar danes se nekako te meje spuščajo. Kot da tudi v cerkvi ni dovolj poguma pri duhovnikih, da bi jasno opozorili, povedali prvo obhajancem, še bolj pa birmankam, da tako rečem, ne, da je potrebno biti dostojno oblečen prvič za v cerkev, drugič pa za prejem zakramenta, ne? Da se stopi pred škofa, birmovalca, denimo. Kaj se dogaja na tem področju danes? No, jaz tukaj nimam prehudih težav, mi to vključimo v pripravi. Jasno povem staršem, tako prvobhajancem, tudi zlasti še birmacem, a ne, jasno povem, primerna obleka, pa kar navedem, pa kaj to zgleda. Čestitke, ja. Ja, to jasno povem in starši večinoma ko sledijo. Hvala Bogu, res, nimam težav. No, upam, da bodo tudi drugi imeli dovolj poguma, kajti pogosto slišimo zgražanja strani duhovnikov, pa tudi laikov, ki so navzoči na takih slovesnostih, da velikokrat se zgodi, da pridejo predvsem birmanke neprimerno oblečene za prejem zakramenta in da bi bilo potrebno pravzaprav jim onemogočiti na tak način, da pristopajo k zakramentu. No, težko je to onemogočiti, ko že enkrat ja pride, ampak kot sem omenil, to je treba pri staršem jasno povedati, tako. Pa ne bo nobenih težav. Torej, to je rešitev? Jaz nimam težav na tem področju, do zdaj ni bilo težav. Tako da niste rabili biti, ne vem kako strogi, ne, če ste jasno povedali. Ja, se prej dogovorimo. Staršem je treba povedati, pa razložiti lepo to, kaj je primerno in tako dalje. Čisto razumljivo. No, vi ste vse skozi že živeli po tem vodilu, kjer dobrota je ljubezen, kot ste rekli, ne? Tam je Bog in to se je gotovo tudi vaših župljanov vse skozi dotikalo. Vedeli so, kako župnik razmišlja, kako deluje, ne? In jabolko ne pade daleč od drevesa, ne? Tako da verjamem, da so vaši župljani zelo dobro disciplinirani. Ja, še kar ni prehudih težav, a ne, tako da kar prijetno z njimi delati. Hvala Bogu, imam veliko sodelavcev, to sem si pa privzgojil in tako dalje, pa pridobil. No, mislim pa, da ob tej gradnji, ko sem prej omenil in tako dalje, ljudje, ko vidijo, da gre v skupno dobro neka zadeva, pa naj bo to župnišče, pa naj bo to Slomško dom, temu so zelo hvaležni, da imamo take veruče učilnice, da mislim, da so najlepše v Sloveniji. Vsaj dve so take čudovite, no, vse po predpisih in tako naprej. Ko ljudje vidijo, da gre za dobro župnije, potem tudi radi sodelujejo, pa tudi malo premaknejo. Čisto razumljivo. Ja, mi vam iskreno čestitamo za vse te vaše uspehe, tako zunanje kot notranje, da tako rečem, tiste duhovne. Kaj si pa sami želite za vašo prihodnost? Za mojo prihodnost? Kaj bi rekel, da ste me malo presenetili? Nisem nič kaj razmišljal še o tej smeri, da bi zdrav ostal, zato poskrbim tudi za rekreacijo, pa telovadbo in tako dalje, Kanada, to je čisto jasno, da bi še planinaro in da bi moj namestnik prišel v mojo župnijo, da se počasi mislim posloviti, Kanada, čisto logično, a ne, potrebno je, a ne, in da bi moj namestnik lepo nadaljeval to, kar je nekako že postavljeno, a ne, da bi tudi uspešno nadaljeval. Kje boste uživali penzijo? Kje v planinski koči? To še pa ne vem. Tudi to je možno. No, koči verjetno ne bom živel, ampak vse so take župnije, ko tudi potrebuje kakega duhovnega pomočnika. A ne, to se bo že našlo, marsikje. Ja, gospod Martin Tajnik, veliko veselje mi je bilo, da ste bili moj in naš gost v oddaji V družbi z Jezusom. Naj vam pomaga Jezus še naprej na vaši duhovniški, življenjski poti, da boste še naprej tako uspešno, dobro vozili, ste umirjen človek,
se vidi, da ste organizirani, dobro premislite stvari, kako naredite. Tako da ob koncu naj vam samo še čestitam ob vašem zlatomašnem jubileju letos. Ne? Ja. Še imate kakšne ponovitve kje? Ne, zdaj nima kaj. Šmiklavža smo tako imeli v obeh župnijah, pa v rojstni župniji. Zdaj ne načrtujemo več. Hvala vam, ker ste nam popestrili naš program. Hvala za vaš obisk in še kdaj na našem programu Slovenske katoliške televizije. Hvala lepa, pa vam obilo blagoslova in uspeha pri vašem delu. Hvala. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci, ker ste me poslušali.